Odgovori na pobude in vprašanja podana na 14. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 17.9.2020. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednja vprašanja. Zanima ga, kako je s podelitvijo soglasij za optiko. Ne ve, ali je prav, da se ponudniku optičnih storitev poda soglasje za izgradnjo optičnega omrežja ali se naj s podpisom počaka. Župan na seji odgovori, da so bili s predstavniki podjetja Telekom že opravljeni razgovori. Dogovorjeno je bilo, da se bo podjetje Telekom gradilo optično omrežje znotraj strnjenega naselja mesta Prevalj, in sicer odprto optično mrežo, ki bo odprta za kateregakoli operaterja. Zaradi navedenega apelira na občane, da s podajo soglasja k izgradnji optičnega omrežja, da se lahko čim prej prične z izgradnjo optičnega omrežja. Ob tem župan pojasni tudi, da se na razpis za zapolnitev belih lis na Koroškem, Štajerskem in Prekmurju ni prijavil noben izvajalec, zato je še vedno v teku postopek, kako zapolniti bele lise na Prevaljah. Zanima ga, kako daleč je občina za izgradnjo vodohrama na Lešah, saj ob vsakem deževju voda na Lešah ni več pitna. Želi datumsko umestitev, kdaj se lahko pričakuje izgradnja vodohrama na Lešah. Župan na seji odgovori, da se v sklopu uravnoteženja vodovodnega sistema delno izgradijo novi vodni viri na Lešah, Šentanelu in Stražišču Brinjeva Gora in vodohram pri Dobrniku. Projekt predvideva delno priključitev na daljinski vodovod. Pove, da se načrtuje pričetek izgradnje vodohrama na Lešah takoj, ko dobimo sklep pristojnega ministrstva in odobrena sredstva s strani države. Upamo in želimo si, da bomo z izgradnjo začeli prihodnje leto. Izpostavi poplavljanje blokov na Prevaljah ob vsakem večjem nalivu. Apelira na pristojne službe, da najdejo trajno rešitev. Župan na seji odgovori, da občina dela na tem projektu in da se bo poplavna varnost izboljšala po izvedbi novega kolektorskega sistema z bistveno večjimi profili. Doda, da na nekatere stvari vplivajo tudi sami občani, saj so pristojne službe ob vzdrževanju kanalov ugotovile, da je bilo vse zamaščeno z vložki, plenicami in podobno. Pove, da so se sestali s predstavniki stanovanjskega podjetja in komunalnega podjetja ter pregledali kanalizacijo posameznih objektov, ki jih najpogosteje poplavlja. Glede na izsledke so pripravili predloge, na kje in na kakšen način je možno izboljšati stvari. V sanacijo je vključen tudi nepremičninski sklad, ki je naročil pregled kanalizacije na objektih, kjer so lastniki stanovanj. Občinski svetnik Bernard Pačnik še opozori na Šentanelski graben, kjer se vsako leto ponavlja ista zgodba, saj graben ob vsakem naraslem deževju poplavi. Zanima ga, zakaj se zadeva ne premakne z mrtve točke. Župan na seji odgovori, da so projekti že uvrščeni v AJDO in da občina namerava narediti korak naprej na tem področju, tako na področju obnove cest, kot pri ureditvi obeh prepustov. Za obnovo ceste na odseku Hober-Šafer je bil na razpisu že izbran izvajalec. Izvedba je predvidena takoj po pridobitvi sofinancerskih sredstev strani MOP-a, predvideno v letu 2021. Ponudbena vrednost znaša 430 tisoč evrov z DDV-jem. V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev dveh premostitvenih objektov in celovito
ureditev odvodnjavanja. Občinski svetnik Zdravko Fajmut je podal predlog. Predlaga, da ko se bodo dajala soglasja za prekop ceste za izgradnjo optičnega omrežja, naj bodo občani in pristojne službe pozorni na določila pogodbe in naj vztrajajo, da se v pogodbi zapiše, da se bo po posegih na poseženih zemljiščih vzpostavilo prvotno stanje in ne, da se bodo sami izkopi samo zakrpali in bodo čez leta tam nastale luknje. Z investitorji v optična omrežja ima občina pred podpisom služnostne pogodbe usklajevalne sestanke tudi na terenu, kjer se pregledajo vse trase položitve optičnega kabla. Občina se opredeli do vsakega posameznega odseka, po katerem poteka predvidena trasa in mora z njim soglašati. Hkrati s soglasjem občina opredeli pogoje za izvedbo polaganja optičnih kablov. Posebni poudarek je na celotnih preplestitvah asfaltnih površin, saj bi radi v večji možni meri preprečili krpanje cest. Na odsekih, ulicah, kjer je to smiselno, bo celovite preplastitve sofinancirala tudi naša občina Prevalje. Občinska svetnica Martina Ribič je podala naslednje vprašanje. Zanimajo, kdaj se bo cesta v Mežji očistila na način, da se bodo iz ceste in sosednjih zemljišč odstranile palete, postavljeni prenosni WC-ji, odložene betonske cevi in tako dalje. Župan na seji odgovori, da se bo cesta še v letošnjem letu grobo asfaltirala, ter da se bodo glede odstranitve naloženih stvari naredili terminski načrti. Grobi asfalt bo izveden predvidoma do konca meseca novembra 2020. Opaži zavarovanje izkopov, ki so skladiščeni ob trasi pri trgovskem centru Meža, se bodo uporabljali pri izvedbi varovanja izkopov. Sanitarije bodo na lokaciji ostale, njihova odstranitev je predvidena po končanju del. Občinski svetnik Andrej Stermec je podal naslednje vprašanje. Zanima ga, kdaj se bo postavila tabla za odsmrtnice na spodnjem kraju, saj se na njo čaka že 3 mesece. Pove, da je po pogovoru z občani mnenja, da je najboljša lokacija zraven oglasne deske občine Prevalje. Občinska uprava je navezala stike z župniščem. Primerni lokaciji sta tudi ob oglasni tabli župnišča na zidu pred vhodom na pokopališče in na južni strani gospodarskega objekta, kjer je že nameščena oglasna tabla. Menimo, da postavitvi tabel za osmrtnice ob obstoječih oglasnih tablah, ki vabijo na družbene dogodke in prireditve, ni najboljša rešitev. To bi bil prvi takšen primer takšne ureditve v naši občini in bi lahko sprožil še več podobnih pobud. Zato pobudo posebej skrbno preučujemo s ciljem, da zagotovimo primerno obveščenost javnosti na tem področju. Primerna lokacija obvestilne table je zelo pomembna, saj je treba spoštovati pieteto do umrlega in tudi do svojcev. Občani, ki so podali pobudo tudi na občino Prevalje, se z navedenim strinjajo in smo z njimi v kontaktu. Občinska svetnica Marija Šušelj je podala naslednjo pobudo. Opozori na nevarnost ceste Leše-Prevalje, odcep na Glavarstvo mimo Pilota. Pove, da to ni več normalno, ker se ljudje vozijo 90 km ali 100 km na uro in pove, da ogledalo ne pomaga več. Opozori tudi na parkiranje avtov, saj ko se zavije iz odcepa na Glavarstvo na glavno cesto Prevalje-Leše, se mora postaviti na nasprotni vozni pas. Župan na seji odgovori, da se bo občinska uprava angažirala in za mnenje poprosila Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo poiskal najboljšo možno rešitev. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal naslednjo zahvalo in pobudo. Pove,
da se v imenu krajevne skupnosti Šentjernej in krajanov Jamnice zahvali občini Prevalje in izvajalcem ob zaključku asfaltiranja odseka med Zvonikom in Črešnikom. Upa, da se bo lahko ta odsek tudi uradno otvoril. Poda pobudo, da se uredi odlagališče smeti pri podružnični osnovni šoli Šentjernej, saj je en postavljen zabojnik absolutno premalo. Predlaga, da se doda zabojnik za papir in en zabojnik za steklo. Ker gre za šolski okoliš, je za morebitno nabavo dodatnih zabojnikov pri podružnični osnovni šoli Šentjernej pristojno vodstvo osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Občinski svetnik Štefan Peršak doda še pobudo, da se najdejo sredstva za nabavo 2 košev v mali dvorani za igranje male košarke. Pobudo za nabavo košarkarskih košev smo posredovali vodstvu osnovno šolo Prevalje, da jih uvrsti v program nabave za leto 2021. Občinski svetnik David Kavtičnik je podal naslednjo pobudo. Predlaga, da se na cesti proti stadionu postavi nazaj ogledalo, kot je bilo včasih, saj je cesta zaradi kolesarjev in otrok, ki prečkajo cesto brez ogledala, zelo nevarna. Pobudo bomo predali v obravnavo na Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu občine Prevalje. Občinski svetnik Aleksander Ristič je podal naslednje vprašanje. Zanima ga, ali v družbenem domu na Prevaljah res že deluje 5G omrežje. Župan je na seji odgovoril, da na občini še ne deluje 5G omrežje. Občinski svetnik Bogdan Pupavac je podal naslednjo pobudo in vprašanje. Pridruži se pobudi Štefana Peršaka in predlaga, da se opravi nakup 2 malih košev za igranje male košarke v telovadnici. Zanima ga, ali se kaj razmišlja o zidanem mostu čez Mežo za Naleše, o čemer je bilo govora kakšne leto dni nazaj. Na objektu je bil opravljen ogled projektanta. Občinska svetnica Aleksandra Horvat je podala naslednjo pobudo. Opozori na lokacijo na Poljani, kjer se je lokalna cesta iz Holmca veže na glavno cesto. Pove, da je na cesti precejšna udrtina in prosi za sanacijo. Predmetno območje ceste je v fazi projektiranja, na tem odseku se predvideva krožišče. Opozorili smo vzdrževalca vodc Celje, da je potrebna sanacija poškodovanega cestišča v okviru rednega vzdrževanja. Občinski svetnik Ivan Backovič je podal naslednje vprašanje. Pove, da je pot ob reki Meži do Poljane s kolesi neprevozna, saj so se ob neurju podrla drevesa. Zanima ga, kdo bi ta podrta drevesa lahko pospravil in sprostil pot, da bo prehodna. Župan na seji odgovori, da bomo stopili v stik z lastniki nepremičnin in se poskusili dogovoriti glede tega, saj ta pot ni v lasti občine Prevalje. Kontaktirali smo lastnike predmetnih zemljišč in jih poprosili za odstranitev podrtih dreves in vzpostavitev prevoznosti v prvotno stanje. Občinski svetnik Max Pučel je podal naslednjo pobudo. Glede pobude Štefana Peršaka za nabavo košarkarskih košev predlaga, da naj podajo vlogo na gospoda Fajmuta za morebitno donacijo. Hvala lepa in ostanite zdravi. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, ker smo vsi tukaj tisti, ki smo želeli biti, predlagam, da začnemo z današnjo 16. 15. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Upravičili so se Bogdan Pupovac, Zdravko Fajmut, Bernard Pačnik, Čiki, zamudil bo pa Peršak, ker hodi iz Maribora. Sklepčni smo pred
dnevnim redom 15. redne seje. Umikamo 11. točko, predlog sklepa o brezplačnem cepljenju proti sezonski gripi, ker je vmes vlada sprejela sklep v PKP5 o brezplačnem cepljenju proti sezonski gripi. Žal še cepljenja proti covidu še ni. Dajem dnevni red v razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem dnevnega reda, tako kot smo predlagali, vsi za. Hvala. Glede na to, da smo umaknili točko o brezplačnem cepljenju, mogoče enih par uvodnih stavkov v zvezi z situacijo z koronavirusom, ki je na Prevaljah, na Koroškem in slovenskem prostoru. Spoštovani, mislim, da je prav, da par besed spregovorimo o tej izjemno pereči temi. Epidemiološka slika v občini Prevalje in na Koroškem je izjemno slaba. In nič ne kaže, da bi se lahko v kratkem času kaj izboljšalo. Zima, z njo gripa šele prihajata, zato, spoštovani, izkoristite priložnost, možnost brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi. Zaupajmo strokovnjakom, ki cepljenje priporočajo. Če bo potrebno, se bomo seveda vsi skupaj, zdravniki in medicinsko stroko, lažje borili proti koronavirusu, če se ne bo treba hkrati boriti še proti gripi. Upravičeno nas mora skrbeti za naše lastno zdravje in za zdravje naših bližnjih in za zdravje drugih občanov. Ampak dejstva ne lažejo. Danes je aktivnih primerov v naši občini že skoraj 100. Na današnji dan 11 novih potrjenih, okuženih. Zdaj, poleg tega moramo upoštevati, da je še nekaj takih, ki niso potrjeni. Noben odlok in ukrep ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti. Če ste v skupnem gospodinjstvu s potrjeno okuženo osebo in če je odgovor da, potem lepo prosim, ostanite doma. V času, ko vrhunca epidemije sploh še nismo dosegli, nam različne razprave na raznih družbenih omrežjih o upravičenosti ukrepov ne bojo čist nič pomagali. Vsak lahko ima svoje mnenje, ampak prosim, spoštujmo ukrepe, ki so nujni, kaj te alternative za to ni. Še posebej smo zaskrbljeni, ker na cesti vsak dan srečujemo ljudi, ki bi verjetno, vsaj nekateri, morali biti doma. Pravim verjetno, ker podatkov o posameznih okuženih nimamo. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno, ampak v majhnem kraju je težko kaj skriti ali prikriti. Ugibanja in tudi zlonamerna natolcevanja naletijo v takšnih razmerah na posebej plodna tla. Zvonijo telefoni in občani nas sprašujejo, zakaj občina ne stori nič, kar se tega tiče. Srčno radi bi pomagali in ukrepali, pa ne moremo storiti nič drugega, kot da še enkrat potrkamo na vašo vest, na vest vseh občanov občine Prevalje. Prosim vas, ravnajmo vsi skupaj odgovorno in spoštujmo ukrepe. Samo tako lahko upamo, da bomo morda Božič in novo leto praznovali skupaj s tistimi, ki nam največ pomenijo. Se upravičujem za ta uvod, ampak glede na te telefonske klice, glede na pozive ljudi, je smiselno. Lejte, ne glede na to, ali se nam zdijo kateri ukrepi smiselni ali nesmiselni. Zdaj ni več šale, zadeva je resna in Prevalje so ene izmed virov okužb v vrhu v slovenskem prostoru. Presegamo že 1%, 1,2% okuženih, uradno okuženih. Nekateri pravijo, kaj pa 1% ali 2%. Gledati moramo medicinsko stroko, gledati moramo, kaj se v bolnicah dogaja. Ali bomo dobili v nekem trenutku dovolj pomoči v zdravstvu, ali bo možno, ali ne bo možno, od nas je odvisno. Zato lepo prosim, upoštevajmo. Danes je
seja občinskega sveta še v taki fizični obliki. Naslednja seja, če situacija ne bo boljša, bomo probali preko Zooma, preko interneta speljati sejo občinskega sveta. Danes smo zagotovili to razdaljo, zato tudi po seji in pazite pol. Ker nikoli ne veš, lahko se dan začenja, lahko se ti začenja 2 dni nazaj, nikoli ne veš, kaj je. In naredimo vse, da bomo zdravi delali še naprej. Smo pri zapisniku 14. redne seje in 8. dopisne seje. Kakih pisnih pripomb in ustnih pripomb nismo dobili. Dajem v razpravo zapisnik 14. redne in 8. dopisne seje. Izvoli, Andrej. Pardon. Hvala za besedo. Mi smo bili zdaj na zadnji redni seji za KCG, smo imeli kar par dilem, se je odpiralo glede teh zapisnikov. In glih pri tej točki 5 pa 6, kar smo obravnavali na prejšnji seji, se pravi glede ta predlog odloka o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest, smo podali že v prvi obravnavi kar nekaj pripomb. Zdaj pa glede na to, da mi imamo ta sestanek oziroma sejo KCG-ja v ponedeljkih, samo gradivo, ki ga kasneje potrjujemo na občinskem svetu, se pravi v četrtek, dejansko z temi dopolnili in popravki niti ni bilo dopolnjeno ali kakorkoli drugače. In kaj se nam dogaja, tudi ostale točke, da gremo gledati, tudi točka 6 in tak naprej, se pravi, da to, kar smo mi že v prvi obravnavi dodali te točke, te popravke, jih zdaj v drugi obravnavi še enkrat dodajamo. Ja, enaki so. Ne, ali lahko samo popravim. Res je, mi smo sprejeli sklep, da sprejmemo odlok s popravkami in je odlok zdaj tak sprejet. Ja, že v prvi obravnavi. Popravljeno, napačno je bilo popravljeno, zato smo še enkrat poudarili to zadevo, da mora biti to not v odloku oziroma v točki 6 v IP-ju odlokih in odlokih. Tam, kjer spadajo določene stvari, upoštevano je in bom pri vsaki točki tudi povedal, te stvari so upoštevane. Tako da smo to lahko, se upravičujemo, ampak prišlo je do tega, da je treba pogledati, kaj, kje je lahko in je usklajeno zdaj, počiščeno vse tako. Ja. Saj dejansko mi, vsi, ki smo odborniki, pa smo tule svetniki, smo z tem pol seznanjeni. Pride pa do hude krvi, tako so zadnjič videli, se pravi, teti, da so odborniki, ampak niso v občinskem svetu, pa dejansko a so kasneje seznanjeni, ali pa se mogoče časi tudi pozabi na njih. Ali glih tak je bil zdaj recimo ta zapisnik 16. redne seje, vsi, ki smo tole odborniki, smo ga dobili, pa vsi, ki so bili na zadnji seji odbora, so ga dobili, ker smo ga dobili v fizični obliki, enega pa niso. To bi mogoče malo... Ja. Jaz se strinjam s tem, bomo ažurno in bomo obvestili tudi ostale, ki niso člani občinskega sveta, da bojo vedeli, kje in kaj, na kak način. Drugač pa vsebinsko smo zagotovili, da je stvar taka. Še kdo želi pripombo? Če ne, potem dajem na glasovanje potrditev zapisnega 14. redne in 8. dopisne seje. Kdo je za sprejem tega? Si za. Hvala. Smo pri točki 4. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 20, rebalans 2. Prosim Veronika za kratko obrazložitev. Strokovne službe občine Prevalje so zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pristopile v mesecu septembru k pripravi odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2020, to je na kratko rebalans 2. Pri pripravi predloga rebalansa 2 smo izhajali iz realizacije januar-september 2020 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2020, ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. V mesecu januarju ste na 10. redni seji občinskega sveta potrdili proračun za leto 2020 in v mesecu juniju že rebalans 1. Gradivo ste svetniki in odborniki prejeli v zakonitem roku.
Največje odstopanja na strani prihodkov je na davčnih prihodkih na postavki davek na dobitke od iger na srečo. Prihodki so se povečali za 584 500. Uskladili smo prihodke strani državnega proračuna, ker se dinamika projektov spreminja in prenaša v leto 2021. Tu gre posledično tudi za manjše odhodke na proračunski postavki sanacija plazov. V rebalansu 2 smo dodali naslednje proračunske postavke: zdravje na delovnem mestu, novogradnja gozdnih cest, Wi-Fi for you in uravnoteženje vodovodnega sistema v Meriški dolini, druga faza. Skupni prihodki so planirani v višini 10 432 000, kar pomeni 5% manj kot v rebalansu 1, in odhodki v višini 11 371 693, kar pomeni 4,6% nižje kot v rebalansu 1. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 939 631 evrov. V bilanci C se poveča še primanjkljaj za odplačila kreditov v višini 229 564 in zmanjša za najetje novih kreditov v letu 2020. V višini 804 976 za čistilno napravo in 83 292 za projekt ureditev ceste Gasilski dom Odsep Dobrnik. Primanjkljaj vseh treh bilanc je 280 928 in se pokrije s preostankom sredstev iz leta 2019, tako da je proračun usklajen. Do ponedeljka 19.10. je bilo možno vložiti amandmaje na predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2020. Ni bil vložen noben amandma. Hvala, to je na kratko. Hvala lepa, mogoče še par besed na to temo. Proračun je, rebalans 2 proračuna je pripravljen na podlagi dejanskega stanja na področju investicij in ostale porabe na vseh postavkah, glede na to, kaj predvidevamo še, da bo do konca letošnjega leta še porabljeno. Pri investicijah je vedno tako, da predvsem investicijah, ki smo jih prijavili v AIDO, še čakamo na sklepe. Zdaj rebalans proračuna je bil sprejet, dobili smo že te vloge za investicijo plazovi na Črnčevem in v teh dneh smo že začeli izvajati dela približno 100 000 evrov, pogodbo pa dobimo zdaj v teh dneh. Čakamo še na sklep za sanacijo plazov proti Lešam, približno 240 000 evrov. Vredna investicija, to načrtujemo še v letošnjem letu tudi zaključiti. Potem Barbaro, to, kar se nam je ponovno pojavilo, dodatno plazenje oziroma dodatna voda. Tu so zdaj rešitve, so tudi dodatna sredstva iz AIDE. Medtem ko čakamo še sklep za projekt, je dvoletni projekt Mikl Pečar, ki je vreden okoli 400 000 evrov. Bomo začeli letos, ampak je dvoletni projekt, medtem ko projekt Kot Leše bomo dobili sklep nekje proti koncu leta in bomo šli drugo leto v začetku leta v to investicijo, hkrati pa že pripravljamo projekt za drugi del, pomeni od tam, kjer končamo prvi del, pa do Leš, tako da bi, če bo malo sreče, pa če ne bo koronavirus pojedel vseh sredstev, da bo ostala sredstva za investicijo, bomo mogoče drugo leto večji odsek proti Lešam naredili in po dolini mimo proti Šentanelu, Šentanelske reke, to, kar imamo že projekt in izbranega izvajalca. Seveda smo pa veseli vseh prihodkov na prihodkovni strani in se iskreno zahvaljujem tistemu, ki je imel srečno roko pri obkrožanju številk na lotu in je postal novi milijonar na Prevaljah. Iskrene čestitke in upam, sem prepričan, da bo denar lepo naložen in tudi naš denar, ki smo ga dobili, teh 15% v okviru 600 000 evrov. Ne bomo v letošnjem letu zapravili, ga bomo pustili in bomo v naslednjem letu v skladu z proračunom in v skladu z projekti, ki jih imamo pripravljene in ki jih boste še dali na mizo v proračunu v naslednjem letu, pripravili porabo teh finančnih sredstev. Gotovo pa je, da imamo nekaj projektov, s katerimi smo kandidirali na evropska sredstva, to je Park Jezero s plezalnim centrom,
Potem uravnoteženje vodovodnega sistema, danes imamo DIP, tule 2 milijona 800. Projekt je bil že na ministrstvu tudi po vsebinski plati pregledan in odkljukan. Tretja zadeva, povečanje sredstev za čistilno naprave, kolektorski sistem. To so 3 stvari, ki smo jih prijavili in za katere upam, da bo čim prej finančna sredstva, ker ta sklad za okrevanje je treba do leta 2023 porabiti. Tisti, ki bo imel gradbeno dovoljenje in projekt pripravljen zaradi tega, da lahko takoj štarta, tisti bo uvrščen na seznam projektov in bo lahko pridobil evropska sredstva. Drugače pa bomo pripravili zdaj v te pozno jesenskih in čez zimo še projekte za obnovo posameznih ulic in cest na področju pod Gonjami, 1., 2., 3. ulica, zgoraj ulica proti Staremu vrtcu smo letos imeli že v planu, pa zaradi investicije v kolektorski sistem nismo mogli zapreti ulic, ker so mogli biti ulice sproščene. Tako da zgodaj spomladi bomo to ulico obnovili, pa ostale ulice, pol še nekatere cestne, ulične odseke bomo obnavljali in pripravljamo projekte. Verjetno se bo treba še malo širše lotiti tudi projekta na Poljani, ker bo drugo leto štartala ta retenzija. Nekatere stvari so v okviru tega projekta, nekatere bomo morali pa seveda sami zagotoviti. Hkrati pa zdaj pripravljamo tudi nek obliko natečaja za izgradnjo tega parka Jezero. Na nek način smo prišli na idejo, da bi z nekim natečajem poskušali dobiti neke optimalne predloge za ureditev enega sodobnega parka Jezero. Zato je tudi na finančni strani nekaj več sredstev nagrade. Toliko sem želel povedati. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se je z tem rebalancom seznanil, ga pregledal in ga soglasno potrdil, ter predlaga, da to obravnava in sprejme tudi občinski svet. Hvala. Hvala. Odbor za KCG. Hvala za besedo. Odbor za KCG se seznanil s predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2020, rebalans 2, se z njim strinja ter ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvolite, gospod. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel rebalans proračuna 2 in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Saša, izvoli. Hvala za besedo, s tem imam vedno neke težave, ampak vse se me sliši. Tudi člani odbora za družbene dejavnosti smo obravnavali ta predlog odloka o spremembi odloka o proračunu, torej rebalans 2, ga sprejeli in ga tudi predlagamo v sprejem oziroma obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2020, rebalans številka 2, in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti. Zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejema. Hvala lepa. Dajem rebalans 2 v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Mogoče bolj kot informacija, župan bo sigurno vedel o tem. Zanima me, glede tega visokovodnega zdrževalnega na Poljani, se pravi na reki Meži. Zdaj, glede na to, da smo leto 18-19 kar vložili vsega skupaj nekaj 16-17 tisoč, zdaj pa nimamo več tega gnarja nič, se pravi ni dobene potrebe, a je ta zadeva obstala, se ne bo delalo naprej, ali kak je zdaj s tem? Izgleda, da se nismo čuli prej, ko sem povedal. Zadrževalnik, cenitve se pripravljajo za odkup zemljišč. Projekti so v zaključni fazi, drugo leto naj bi fizično štartala izgradnja zadrževalnika in tudi ta del mokrega zadrževalnika. Drugo leto. In sem prej tudi, ko sem projekte rekel, sem rekel, da nekatere stvari bomo mogli pa sami pripraviti, tiste stvari zraven samega tega manjšega mokrega dela, vse ostalo, kar je drugo leto so sredstva zagotovljena, evropska sredstva iz poplavne varnosti reke Meže
in na tem delajo. Zanče je bil tudi, ko je bila vlada, tu so si ogledali to, kar so zdaj naredili in so rekli, da glavna zadeva pa mora biti v naslednjem letu, ker so evropska sredstva iz perspektive 14-20 mora biti porabljena. Tako da je to. Ja, ker zaenkrat ni v rebalansu, ni potrebno, mi smo OPPN, smo mi financirali nekatere manjše stvari, to že, zato da je hitreje šla zadeva naprej. Še kdo? Izvoli, Rafi. Hvala za besedo. V preteklosti sem vedno pri sprejemanju rebalansu prejšnjih mandatih, pa vsako leto pač izrazil besedo, da je pač rebalans nujno zlo. Tokrat verjetno ni nujno zlo, ampak je nujno dobro, ker smo pač pojačali prihodek, sicer za naslednjo leto od tega davka igre na srečo. Tudi za naslednje leto mislim, da bo kaj veliko delo našega občinskega sveta, upam, da se bomo zlizali od te korone, že pri tem, da kaj imam laični občutek, da bo tudi kar nekaj denarja ostalo od projektov pa od delovanj, ki letos ne bodo izvedena zaradi situacije, v kateri smo. Letos smo predvidevali od društv do vsega za razne projekte itd. Kar nekaj denarja, ko bo verjetno šlo, bo uravnovešene drugo leto pri sprejemanju, pri sprejemanju novega proračuna za leto 2021. Jaz apeliram, upam, da bo to kar težki zalogledati občinski svet, občinsko pravo, da bomo drugo leto vse to prav razdelili. Sicer smo rekel, da bo kar dobro, ker smo nekaj denarja tudi od tega davka dobili. Bo pa tudi se veliko stvari, ki se letos ne bodo izvedle, bo treba biti zelo previden pri uravnovešenju proračuna za naslednje leto. Glede tega rebalansa, jaz se popolnoma strinjam z njim, vse to mora biti, tako sem rekel, da je to nujno zlo, morda je letos nujno dobro, dobro ni zaradi situacije, v kateri smo, ampak res bomo, kar vidim, imeli kar veliko vsi mi dela, da se bo naslednjo leto proračun sestavil, tako se mora. Hvala. Hvala. Že pravzaprav začenjamo s pripravo proračuna za naslednje leto. Poziv je že dan vsem, tako da pripričan sem, da bomo proračun primerno sestavili skupaj z vami. Vi ga pa sprejemate. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem rebalansa 2 proračuna. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5, točki 5, predlog odloka o načinu upravljanja gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Prevalje, druga obravnava. Prosim za obrazložitev. Janja, kratko obrazložitev. Predmetni predlog odloka ste obravnavali na predhodni 14. redni seji občinskega sveta. V prvi obravnavi na predlog odloka nismo prejeli nobenih pripomb, upoštevali pa smo smotrne pripombe podane na odborih, ostale pa bomo dodali v izvedbene akte, tako da bodo tudi te upoštevane. Odlok vam posredujemo v drugo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Kot sem že rekel, tu gre za način upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest. Tu ne gre zdaj za investicije, tu ne gre za koncesijo, ampak za redno vzdrževanje, način kako. In je upoštevano vse, kar je bilo predlagano. Zdaj nekatere stvari so v IP-ju, nekatere stvari bojo v izvedbenih aktih, predvsem pa v razpisu in koncesijski pogodbi, ki pol pride, kar se investicije tiče in te zamenjave posameznih odsekov, če bomo za nekatere odseke dobili nepovratna sredstva za izgradnje. Odbor za KCG, izvoli. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z odlokom o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Prevalje v drugi obravnavi
ga sprejema in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem s podanimi pripombami. Tako. To je to. Ja, zapisal. Hvala. Odbor za proračun in finance. Daš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je v drugi obravnavi seznanil s tem odlokom o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Prevalje, ga je sprejel s temi podanimi pripombami ter to predlaga tudi občinskemu svetu. Hvala. Hvala. Odbor Komisije za statut in pravna vprašanja. Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka v drugi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti. Zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega odloka v drugem branju. Kdo je za? Hvala. Vsi za. Smo pri točki 6, predlog odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v prvi obravnavi. Prosim, Janja, za kratko obrazložitev. Hvala. Za potrebe podelitve koncesije smo pripravili tudi drugi odlok oziroma krajše imenovan koncesijski akt, ki predpisuje dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe oziroma koncesije, območje izvajanja koncesije, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, morebitna javna pooblastila koncesionarju, splošne pogoje za izvajanje koncesije in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja gospodarske javne službe, način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje koncesije oziroma varščine, nadzor nad izvajanjem le-te, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki upravlja zbor koncesionarja, ter organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge sestavine. S tem odlokom je tudi predvideno, da koncesionar izvede tudi določena obnovitvena dela oziroma investicijskega dela na občinskih cestah. Odlok vam podajamo v obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v prvi obravnavi ter ga sprejema in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem s podanimi pripombami. Pripombe so podobne oziroma kar enake, ki se navezuje na odlok. Hvala. Hvala. Odbor za proračun in finance. Hvala. Naš odbor se je prav tako seznanil s tem odlokom v prvi obravnavi ter ga z navedenimi pripombami sprejema in predlaga enako tudi občinskemu svetu. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, izvoli. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala predlog odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Prevalje v prvi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hkrati komisija predlaga občinskemu svetu, da občinski svet v skladu s poslovnikom občinskega sveta prvo in drugo obravnavo predloga opravi na isti seji, ker na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo nekih bistvenih sprememb in pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilo predloga odloka v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Predlog Komisije za statut in pravna vprašanja je, da obe obravnavi upravimo danes. Želi kdo o tem razpravljati, o tem proceduralnem vprašanju ali upravimo obe razpravi? Če ne, potem dajem na glasovanje, da glasujemo za predlog Komisije za statut in pravna vprašanja, da obe obravnavi upravimo danes. Kdo je za? Hvala. S tem dajem v razpravo v prvi obravnavi. Želi kdo obravnavati, ima kdo kakšne pripombe? Če nima, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem v prvi obravnavi tega odloka, kdo je za. Hvala, vsi za. Še drugo obravnavo, želi kdo razpravljati pred glasovanjem?
Ne želi, potem dajem na glasovanje sklep v drugi obravnavi. Kdo je za sprejem tega odloka? Vsi za. Hvala. S tem smo to točko zaključili in smo pri investicijskem programu, ki je vezan na točko 5 in 6 na obnovo izbranih odsekov. Prosim gospoda dr. Jana Oplotnika za kratko obrazložitev, vse lahko, ker sem prijete, pa kratko obrazložitev. Lučka mora govoriti. Tak, evo. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Pred vami je investicijski program, ki obravnava obnovo izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v vaši občini z namenom, da se pristopi tudi k razpisu koncesije za opravljanje javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v občini Prevalje. Ta investicijski program je pripravljen zaradi zahtev zakonodaje, in sicer zakonodaja v uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in pa v zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah zahteva, da se pred vsako investicijo in pa pred razpisom za podelitev koncesije pripravijo določeni dokumenti. Ta dokument upošteva vse, kar pravita uredba in pa zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah, in sicer predstavlja investicijo, predstavlja tehnični okvir investicije, predstavlja ekonomski učinek investicije in predstavlja finančni učinek investicije. Ker gre za investicijo, ki se bo izvedla s pomočjo koncesionarja, je v tem dokumentu zajeta tudi ocena ekonomske upravičenosti in finančnih posledic različnih obdobij podelitve koncesije in pa tudi prikazuje finančne posledice za proračun. Po analizi je bilo z naše strani predlagano, da se pristopi k podelitvi oziroma k razpisu za iskanje koncesionarja, ki bi prevzel v upravljanje občinske ceste za obdobje 15 let in hkrati bi imel obveznost, da v naslednjih 24 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe v skladu z podpisano koncesijsko pogodbo in v skladu z pripravljeno tehnično dokumentacijo izvede tudi vse potrebne obnove. V zameno je občina dolžna plačevati koncesijsko odmero, koncesijsko plačilo, ki je bilo tudi skozi ta dokument ocenjeno in po naših priporočilih naj ne bi znašala več kot okoli 660 tisoč evrov letno. Seveda, kakšen bo izplen razpisa, boste videli, ko bo razpis v tej fazi, da bodo prispele tudi ponudbe. Zdaj, če bo kakšno vprašanje, seveda sem na voljo tudi za odgovore na vprašanja, drugače pa je za uvod to. Hvala lepa. Mogoče par bolj čist plastičnih prikazov. Gre za vzdrževanje 114 km občinskih cest in gre za izgradnjo 24,4 km cest. Izgradnja pomeni, ne novih cest, izgradnja pomeni zamenjava tampona, odvodnjavanje in asfaltiranje. Gre za 9 odsekov cest, in sicer gre za odsek ceste Mižica-Lom-Lokovica, gre za odsek ceste Leše-Hrmonk proti Mižici, gre za odsek ceste Prevalje-Stražišče, Brinjeva Gora, Kovač-Cvirk v dolžini 4,3 km, Leše-Hrmonk-Mižica 1,5 km, Mižica-Lom v dolžini 2,2 km,
potem Zvonikov mlin Mikliš-Šentjernej pododsek Pečar-Gornik v dolžini 3,2 km, odsek cesta Zvonikov mlin Mikliš-Šentjernej pododsek Črešnik-Koroš-Mikl, to je ta del še do Mikla, v skupni dolžini 1400 metrov, potem gre za odsek ceste Prevalje-Klemen-Rožič v skupni dolžini 1800 metrov, kilometer 800, potem gre za cesto Gočeva-Ravn-Gornikov Križ v skupni dolžini 5 km, pa gre za cesto Pečnik-Šentjernej v skupni dolžini 2,9 km in gre za cesto na Zagrad v skupni dolžini 1,7 km. V primeru, da bomo za posamezni odsek, kot sem že prej rekel, dobili nepovratna sredstva, ker smo določene odseke zaradi neurij, zaradi plazov prijavili na Ajdo, potem se ta odsek zamenja z drugim odsekom adekvatne dolžine oziroma vrednosti. Zato je investicija na nek način po projektantskih predračunih teh 24,4 km vredna 4,7 milijonov evrov. Približno smo ocenili na nek način letno in zimsko vzdrževanje po kilometru ceste 114 km in to je maksimalno do 3000 evrov, ampak mi želimo priti nekje na številko okoli 2800 evrov letno in zimsko vzdrževanje. In vsota tega na leto je približno 300 000, tako kot vsota odplačil za 4,7 milijonov investicij je tudi približno 300 000, pa še nekaj. In skupna vsota, ki jo moramo v letno proračunu zagotoviti, je 660 000 evrov, pomeni za kompletno vzdrževanje in investicije naših lokalnih občinskih cest. Odbor za KCG, prosim. Hvala. Odbor za KCG je sprejel 2 sklepa, in sicer prvi, odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja se je seznanil z IP-jem, z elementi študije upravičenosti podelitve koncesije z naslovom obnova izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti za oceno ekonomske upravičenosti, finančnih posledic koncesije in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin občini Prevalje kot osnovo za pripravo koncesijskega akta in pripravo razpisa za podelitev koncesije ter ga sprejema in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem z naslednjimi oziroma z podanimi pripombami, katere spet sledijo prejšnjimi odloki. In drugi sklep, odbor za KCG predlaga občinskemu svetu, da pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi narekovali zahtevo postopka za podelitev. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Odbor za proračun in finance je oba 2 sklepa v enakem besedilu soglasno podprl in predlaga, da to stori tudi občinski svet. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Sicer se malo kdaj oglašam na postavki KCG-ja. Imam pa eno čisto lajično vprašanje, čisto popolnoma lajično. Ali se po vašem mnenju, gospoda sprašujem, po vašem mnenju, po vaših izračunih, občini bolj splača, da se podeli koncesija ali pa da se delajo ceste, vzdrževanje lokalnih cest po takem principu, ko se je vzdrževal do zdaj. Kaj se bo zgodilo, kako bo finančna stanje ali pa finančne posledice v primeru, da se na razpisu ne dobimo, a se bo to povečalo, okej. To financiranje občine, zdaj me samo zanima, kakva je recimo vlaga, če vlagamo zadevo, ker smo imeli do zdaj, vzdrževali ceste, a pa to damo koncesionarju. V primeru, da ne dobimo, nekaj nas bo stavil, tudi te razpisi, pa to vse, kar se to zdaj pripravlja, je tudi neka finančna posledica, ne, kar je občina plača. Ampak pole, ko zračunamo to, kar smo mi zadnjih 20 let občine, mislim, da smo tudi zelo dobro vzdrževali, pa tudi gradili ceste na podeželju, ker proti ostalim občinam smo bili kar učinkoviti. Kakšno bo to, me zanima, kakšna je to vlaga
če gremo vlagati finančno stanje ali pa finančne posledice po tem, s tem, kaj se zgodi, če na nobenemu razpisu tudi ne bomo, kot tudi recimo to prijavljanje samo je tudi neke finančne posledice ima. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Če bi začel od zadaj naprej, če na razpisu ne dobite koncesionarja, za katerega bi vi ocenili, da je primeren in da je pripravljen vzdrževati in pa investirati v cestno mrežo po teh pogojih, kot jih želite, potem enostavno se razpis ustavi in teče zadeva tako naprej, kot je tekla sedaj, oziroma lahko razpis ponovite z mogoče kakšno novelacijo tega programa investicijskega ali pa tudi kakšnih izračunov, če boste ocenili, da je to še vedno aktualno. Drugih finančnih posledic seveda ni, razen da pač še naprej poteka zadeva tako, kot je potekala sedaj. Zdaj, če odgovorim na prvo vprašanje, ali se nam zdi smiselno, da zadevo prevzame v roke koncesionar, izkušnje kažejo, da koncesionar, če je pogodba koncesijska dobro pripravljena in če je kontrola nad koncesionarjem ustrezna, da je potem lahko vzdrževanje cenejše in pa tudi bolj kvalitetno. Predvsem zaradi tega, ker skozi koncesijo se občina razbremeni vsega tistega operativnega dela in pa vseh tistih, bom rekel, večnih pogajanj z koncesionarjem, kaj ja, kaj ne, po kakšni ceni in kdaj. Skozi koncesijsko pogodbo se namreč fiksira letni znesek za koncesionarja in ni več vsakoletnega dviganja ali spuščanja plačil. In ta znesek je fiksiran za celotno obdobje, razen če pride seveda do višje sile ali do posledic, ki segajo izven pogodbe, tisto se pa potem morata koncesionar usesti in rešiti sporazumno. Tako da menimo, vsaj izkušnje kažejo, da v zadnjih letih, ko so se podeljevale koncesije, so te koncesije prinesle določene rezultate, predvsem pa so danes koncesijske pogodbe boljše, kot so bile 20 let nazaj. Sam imam izkušnje z nekaj koncesijami izpred 15-20 let, ko so pravzaprav koncesionarji imeli prednost pred koncedentom in zaradi mogoče neizkušenosti in nepoznavanja je prišlo do nekih odstopanj od teh optimalnih rezultatov, ki jih mi želimo. Danes smo se vsi v Sloveniji s koncesij nekaj naučili in imamo veliko boljše znanje, kako upravljati s koncesijami. Zato tudi predlagamo, da se koncesije podelijo in kar nekaj občin je zadovoljno, ker se ne rabi ukvarjati vsako leto z tem, kakšna bo cena vzdrževanja, kakšna bo kvaliteta. Hkrati pa je potrebno vedeti, da koncesionar bo zagotovil tudi denar za investicije. Tu pa bi mogoče lahko z enim stavkom povedal enostavno to, da če bi vi sami kot občina šli na banko po denar za investicijo, bi občina vam dala denar, vam bi pa še vedno ostalo delo, da vse to podelate. Koncesionar pa vam zagotovi sredstva, ker mora sam poskrbeti za vire financiranja in tudi realizira investicijski program. Tako da tisto, kar vam polagam na srce, je, da dobro pazite na nadzor, da ustrezen nadzor vzpostavite in mislim, da ni tvegan, da ne bi prišli na boljše, kot ste sedaj. Hvala lepa. Še kdo izvolite? Hvala za odgovor. Zadovoljen z njemu zelo, ampak jaz sem samo zaradi tega vprašal, ker poznam par zadev iz preteklosti, se to je gospod rekel, glede podeljevanja koncesij iz ostalih občin po Sloveniji, iz res leta nazaj, ker je bilo kar veliko občin, pa še drugih subjektov, ali obrtnikov, ali karkoli, gospodarskih družb, kar zaradi teh koncesij je tanko črto potegnal. Včasih se je kar veliko to po tankem ledu hodil, samo glede na ta odgovor, ko ste mi dali, sem zadovoljen. Hvala lepa.
Hvala. Še kdo? Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Mogoče bi bilo smiselno vprašanje, da bi, kar je Škufca hotel vprašati, kaj se zgodi, če bomo mi uspešni na razpisih, a ne? A to pomeni recimo, da če bo ta denar dodatno dobili na razpisu, ne vem, za eno cesto, da bo naredili potem več tiste ceste, a ne? Kot je pa v koncesijski pogodbi. Ne. V primeru, da bomo dobili finančna sredstva za ta odsek, ki je v koncesiji, bomo šli sami v izvedbo tega odseka in ta odsek nadomestili z drugim adekvatnim odsekom ceste. To pomeni, v koncesiji je 24,4 km cest in toliko jih bomo zgradili, če bomo podelili koncesijo. Še kdo? Izvoli, Ivan. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče samo v tej smeri razmišljal, da pri vsake koncesijske pogodbi nek določen rizik obstaja. Ne? To je pač del tega rizika obstaja, predvsem na strani vzdrževanja, v primeru milih zim in tako naprej, recimo, da je, če bo stvari ugodno, da koncesionar ne bo rabo toliko veliko vlagati v samo vzdrževanje, vsekakor bo na tej strani pridobil koncesionar. Ampak to dejansko, to tveganje težko vemo vnaprej. Ne? Neko povprečje verjetno se je zračunalo, hipotetično je, ampak rizik obstaja, to se moramo tudi vsi danes tudi zavedati. Ne? Vsekakor, bom rekel, v prid koncesijski pogodbi se mi zdi smiselno, zaradi tega, ker naenkrat dobimo izgradnjo 24 km, ne? Kar si sama občina tako na hitro težko realizira v tako kratkem času. Riziko pa vseeno obstaja in to je nekako glede na tiste občine, katere že upravljajo, nekatere imajo dobro izkušnje, nekatere malo manj, ampak navkljub izračunu, ko smo ga videli, je predlog vsekakor na koncesijski strani. Tako da jaz samo upam, da bo tega rizika čim manj, da tudi pri sami izbiri konec koncev bomo videli tudi, koliko se bo koncesionarjev prijavilo na sami razpis in bomo lahko dejansko izbrali pač najboljšega, kateri bo za občino najbolj ugodno. Ne? Če pa te ugodnosti ne bo, pa tudi verjetno se bomo odločili, da temu ne bo tako. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa z dopolnitvijo, kdo je za. Vsi za. Hvala. S tem smo hvala, gospod Oplotnik. Ja, s pooblastilom za te popravke. Hvala. Hvala. Smo pri točki 9, predlog soglasja. Ne, točka 8, predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta uravnoteženja vodovodnega sistema. Primož, prosim za kratko obrazložitev. Beseda je tvoja. Dokument identifikacije, ki ste ga prijeli, je nadaljevanje uravnoteženja vodovodnega sistema v Mežiški dolini. Vemo, da je iz evropskih sredstev in tudi seveda sredstev države in občine je v preteklosti en del že bil zgrajen, sedaj je pa pred vami dokument, ki predvideva, da bi se dogradili še dodatni vodohrami in vodovodne povezave v sami občini Prevalje. Predvideno je, da se pravzaprav zgradijo 4 odseki. Ti 4 odseki so bili projektno že obdelani, kar pomeni, da je izdelana projektna dokumentacija. Gre za odsek vodovod Stražišče 2. faza, potem vodohran Sirki napajanje, vodovod Šentanev in dodatni vodni viri Kozul in vodohran Dobrnik. Skupaj gre za dodatnih kapacitet vodohramov v kapacitete 700 kubičnih metrov vode, kar nekje je poldnevna zaloga. Predvideno pa je, da bi se tudi ta del vodovodnega sistema sofinanciral v večini iz evropskih virov, se pravi
zelo verjetno kot, bi rekel, možnost neposrednega financiranja, neposrednih razpisov oziroma neposrednega potrjevanja Evropske unije, ki bi zagotovila po tem investicijskem programu 2,5 milijona evrov, skupna vrednost investicije po tekočih cenah, se pravi cene, ki upoštevajo tudi rast cen v naslednjem letu, pa je 2 milijona 856 tisoč 904 evre. Se pravi, sofinanciranje skupaj bi bilo v višini 87,51%. Kot sem že omenil, v velikem delu je projekt že ready to go, se pravi pripravljen. To pomeni, da določena gradbena dovoljenja so bila že pridobljena, določena so še v pridobivanju, ampak nekako v skladu s terminskim planom, ki ga imate priloženega v dokument identifikacije, bi tudi do teh gradbenih dovoljenj v začetku naslednjega leta prišli. Potem bi nekaj mesecev seveda vzel tudi ta postopek izbire izvajalca in sredini naslednjega leta bi bila možnost, da se pristopi k sami izvedbi, seveda, če bo temu sledila tudi država z zagotovitvijo nepovratnih sredstev EU in pa državnega deleža. Investicija bi potem trajala lahko dobro leto in bi bila zaključena v letu 2022. Toliko za uvod. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli. Hvala. Odbor za KCG se je seznanil z ZDIP-om uravnoteženja vodovodnega sistema v Mežiški dolini, druga faza, ter ga potrjuje in predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Prav tako smo sprejeli dodaten sklep, in sicer, da povlastimo župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi narekovali zahtevo prijave za nepovratna sredstva. Hvala. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Soglasno je oba dva sklepa podprl tudi odbor za proračun in finance. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Andrej. Hvala. Mogoče se bom spet ponavljal. Že nekaj časa se ponavljam, se pravi, žalosti me samo eno dejstvo, glede na višino sredstev pri teh vseh zadevah, ki bomo zdaj vložili v ta projekt izgradnje, seveda prepotrebnega. To je prepotreben projekt za mene, ker vemo, da pitna voda bo slej ko prej postala luksus, ne neka dobrina, katero smo pač navajeni do zdaj. Zato, ko smo rekli, da me žalosti dejstvo, me pa samo to, da niste zajeli spet zravno Lež, ker vemo, da imamo te velike težave, sploh tamle na zajetju Hrstnik, ki zravno sovpadajo neke te zunanje površinske vode. Pogovarjamo se že kar nekje 3-4 leta, če ne še več, glede, da bomo to spremenili, to popravili, ampak neke časovne investicije za to pa še nismo dobili, da bi rekli, zdaj bomo res to naredili. In nekjer ne v proračunu, ne v teh projektih nisem zasledil, da bi nek terminski plan bil zraven zajet. Mogoče še eno vprašanje za gospoda Praparja. Med samimi temi razvojnimi možnosti in cilji investicije govorite o teh oportunitetnih stroških, pa primerjate neke odpiranje nove vire in posegov v naravo. Jaz mislim, da ta zadeva bo slej ko prej morala sovpadati, da bomo mi prišli do čim več teh virov dodatnih, tako smo rekli, zdaj ko ZUV bo sicer tak vir na tem koncu, pa na Šentjerejevskem koncu tudi eden. Ampak same te izgube pa meni niso najbolj smiselne, to noter. Če vemo, kakve izgube imamo že pri teh obstoječih daljnovodih oziroma vodovodih, sploh to na Nicini, voda skozi mimo teče. To pa govorimo zdaj, a je to smiselno glede na posege v naravo, glede na kot cilje ste jih navedli, to noter. Tejko, hvala. Hvala lepa. Andrej, komplet Leše so sestavni del tega projekta z gradbenim dovoljenjem. Mi lahko štartamo takoj, ko bomo sklep dobili. Gre za nov vodohran, gre za... Kaj ni zajeto?
Komplet je zajeto, komplet Leše, tudi ta del Buljevi ulice, ki imajo slabo vodo, vse je zajeto, komplet vse. Seveda imamo novo zajetje, nov vodohran imamo predviden na Lešah. Komplet je zajeto, komplet obnova. Ne. Kje imamo na Lešah novo vodno zajetje? Glejte, mogoče skupaj pravzaprav govorimo Skupaj govorimo pravzaprav o 700 kubičnih metrih, pri čemer je, če pogledamo dejansko en vodohram 500 kubičnih metrov, to če gledamo tu na strani 25, potem so pa tudi še ob teh vodovodih, ki sta navedena, nista samo vodovod Tržišče, druga faza, pa vodovod Šentanev, ampak tudi imata vsaka še po 100 kubičnih metrov. Vodohran Sirk, 100 kubikov, nov vodohran. Nov vodohran Sirk, 100 kubikov, razbremenilnik Rožanc in dveh povezovalnih vodovodov A in B ter ureditev dovozne ceste do vodohrama Sirk. To je zajeto noter, komplet je zajeto v projektu. In je vrednost tega projekta, imamo posebej za... Na 29. Ja. 514 tisoč evrov je vredno komplet izgradnja novega vodohrama in dovod vode za vse, ki imajo zdaj težave z vodo. Komplet. Mi smo, dolgo časa je trajalo, da smo dobili soglasja od lastnikov zemljišč. Izjemno dolgo časa je trajalo. Zdaj imamo gradbeno dovoljenje, tako da ta projekt je bil tudi v Ljubljani, že na ministrstvu so ga pregledali, odkljukali po vsebinski strani. In je zajetna kompletna rešitev problemov na Lešah. Tako da to je. Pomeni in vodohram, in komplet napajanje in to, da dobijo občani zdravo pitno vodo tam, kjer imajo zdaj težave. Je zajeto, noter projektiral je gospod Štraser, ki pozna komplet zadevo. Tako da je to zajeto, kar je. Tudi zaradi tega smo šli v celoto, da rešimo problem oskrbe z vodo Leše, Šentanev, Brinjeva gora, Roževo naselje in nov vodohram Dobrnik. Vse stvari so zajete v enem projektu. Še kdo želi? Izvoli. Hvala za besedo. Hvala hkrati tudi za dodatno podano poročilo kakovosti pitne vode, za katerega sem prosila na odboru. Meni se zdi pač prav, da občani vedo, da je poročilo monitoringa pitne vode gledano na Koroško in pa Prevalje v celoti pokazalo, da pijemo Prevaljčani vodo dobre kakovosti, kar veseli. So pa rezultati vzorčenja vode in pa skladnosti teh vzorcev iz posameznih vodooskrbnih območij, med drugi tudi na območju naše občine, konkretno Stražišče, ki ga omenjamo, pokazali odstopanje na mikrobiološke skladnosti vode. Zdaj vem, da so tu vzroki različni, ampak nekako to zagotovo predstavlja nek kazalnik te učinkovitosti kakovosti distribucijskega mesta. Zdaj občani so, vemo, tudi naslovili večkrat prošnjo na nas svetnike za rešitev te problematike s pitno vodo in jaz mislim, da je res skrajni čas, da se to res uredi. Ne navsezadnje pravni okvir države za vse nas, torej tu se najbrž strinjamo, za vse občane Prevalj določa ureditev maksimalno varne oskrbe s pitno vodo. Jaz podpiram ta predlog DIP-a, tega uravnoteženega vodovodnega sistema, ravno zaradi tega, ker vključuje to investicijo, bom rekla, novo izgradnje pa rešitev za dolgoročno zagotavljanje pitne vode. Sem upam, da se bo ta za njih dolgotrajna težava, da bo dobila pač čim prejšnji pričakovani epilog. Bi pa postavila še eno vprašanje, glede na to, da imamo poročilo za leto 2019, ali se predvideva nek ponovni monitoring tega stanja
da se ugotavlja, kako se dejansko ti mikroorganizmi obnašajo, kakšni so ti vzorci skladnostne vode, ker ta projekt bo seveda še nekaj časa trajal, da se uresniči. Hvala, bomo upoštevali. Nas pri vodovodu še čaka, to je pa projekt, ki ga pelje občina Ravne, pa so malo zaspali, kar se tiče zamenjave salonitnih cevi dolinskega vodovoda. To je projekt, ki je vreden 8 milijonov. Jaz upam, da mi smo x-krat klicali in prosili, naj se resno lotijo. Jaz upam, da se bojo zdaj, ampak če bi imeli zdaj projekt pripravljen, bi sigurno lahko dobili evropska sredstva za to. Ampak projekt mora biti pripravljen z gradbenim dovoljenjem. To pa je kar velik projekt dolinski vodovod. Zato smo mi ta del, ki je bil sestavni del uravnoteženje, izvzeli iz tega in smo šli sami narediti ta projekt. Se pa veže na celotni dolinski vodovod. Izvoli, Aleksandar. Besedo. Jaz bi se dotaknil tudi Aleksandra. No, jaz mislim, da imamo posebno točko za ta poročilo o kakovosti pitne vode. Ali imamo posebno točko? Prosim? Posebno točko imamo, ne? To poročilo. Podrazno. Podrazno. A to zdaj lahko ali počakam? Podrazno. Okay, hvala. Še kdo? Na DIP? Če ne, potem dajem ta sklep z tem dopolnitvo, da za kasnejše popravke dajem na glasovanje, kdo je za sprejem teh dveh sklepov. Si za. Hvala. Hvala, Primož. Smo pri točki 9, predlog soglasja o dopolnitvi sistemizacije delovnih mest. Prosim, Ana, za kratko obrazložitev. Lep pozdrav. S 1. septembrom se je v vrtec vključil otrok s posebnimi potrebami. Glede na mnenje strokovnjakov in tudi opažanje v vrtcu, otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in poleg dela v oddelku, poleg spodbude in pomoči vzgojiteljic, tudi pomoč stalnega spremljevalca. Zato prosimo za dodatno sistemizacijo izven cene vrtca spremljevalec za otroka s posebnimi potrebami. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, prosim. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Prevalje, da poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest osnovne šole Franja Golob. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance predlaga občinskemu svetu, da to soglasje k dopolnitvi sistemizacije izda. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa. Kdo je za? Si za. Hvala. Smo pri točki 10, predlog soglasja k najemu dolgoročnega kredita v letu 2020, dopolnitev. Veronika, prosim za kratko obrazložitev. V mesecu januarju smo že sprejemali soglasje k najemu dolgoročnega kredita za leto 2020, ker so se sredstva preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo povečala. Imamo sedaj na mizi gradivo samo za 5939, tako da skupno znašajo povratna sredstva 83.291, ja. Hvala. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Naš odbor je seznanjen s tem predlogom soglasja k najemu dolgoročnega kredita v letu 2020 in se z njim strinja ter predlaga občinskemu svetu, da to potrdi. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa. Si za. Hvala. Smo pri naslednji točki premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo.
Jaz bom kar predstavila vse 3 točke. Pod A imamo sklep o določitvi najemnin v občini Prevalje za leto 2020 dopolnitve. Občina je dopolnila obstoječi cenik za letošnjo leto in sicer smo dodali v cenik zneske za uporabo zunanjih površin namenjenih prireditvam in zneske za uporabo prostorov v osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. Pod B imamo ukinitev javnega dobra na parcelni številki 109/31 in 109/33 KO Farna vas. Predlagamo, da se na navedenih nepremičninah ukine status javnega dobra lokalnega pomena, ker v naravi več ne predstavljajo površine za javni promet, torej ni cesta, ampak sta v naravi zelenice. Pod C imamo pa poročilo o razpolaganju nepremičnin z nepremičninami izven načrtov, ki so sprejeti v letošnjem letu, in sicer občina je pristopila k ureditvi zemljiško-knjižnega stanja na zemljišču, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi. To zemljišče je občina letos pridobila brezplačno v last od države in ga je potem prodala naprej dejanskim koristnikom. Hvala. Hvala. Pod točko A sklep o določitvi najemnin, Odbor za proračun in finance, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance je to soglasno podprl. Hvala. Odbor za KCG. Prav tako odbor za KCG je sprejel, dodal sicer pripombo za preambulo, se pravi navajanje teh zakonov pravilno. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvoli. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel sklep o določitvi najemnin. Hvala. Dajem razpravo, želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem na glasovanje ta sklep. Kdo je za sprejem tega sklepa? Komisija za statut, se upravičujem. Sem te že odkljukal. Pardon. Bom kar se vse 3 povedal. Komisija za statut in pravna vprašanja obravnala vse 3 predloge sklepov A, B, C in ugotovila so v skladu s vsemi pravnimi akti, ter jih daje občinskemu svetu obravnava in sprejem. Hvala. Dajem na glasovanje ta sklep A. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri ukinitvi javnega dobra. Odbor za KCG. Izvoli, Andrej. Odbor za KCG se je seznanil z sklepom ukinitve statusa javnega dobra lokalnega pomena, ter ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za proračun in finance. Enako tudi odbor za proračun in finance. Hvala. Komisijo smo že slišali. Želi kdo razpravljati o tem? Je že povedal prej za vse 3. Dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa. Hvala. In še točka C. Odbor za KCG, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z načrtom razpolaganja premoženja občine Prevalje za leto 2020 ter tudi višino kupnine 3100 in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za proračun in finance. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil z zadevo in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne, dajem na glasovanje ta sklep. Kdo je za sprejem sklepa C? Vsi za. Vsi za. Hvala. Smo pri točka 12, pobuda in vprašanja. Rafi, izvoli. Hvala. Jaz bi pa samo eno vprašanje imam, pa lepo prosim, župan, če mi ga probaš kar danes odgovoriti, če druga ne, da me ne bi lovili moji prijatelji tam po Podgonjah. Da se bo končala tuna spodnja cesta, menda zelo kritična v Podgonjah, ko se dela spodnje Podgonje. Je menda zelo luknjasta, pa menda katastrofalna, niti domov ne pride. Imam tam ogromno prijatelj, zdaj pa mi rad odgovor, da me ne bo lovil, ker je me poprejel. Hvala. Tam so težave zaradi črpališča. Niso še dobavili, tako da računajo, da do konca meseca bi bila asfaltiran tisti zadnji del, ki je še v Makadamu do mosta. Ja. Take obljube smo dobili vodstvo, pa asfaltiran. Ivan. Hvala za besedo. Jaz bi pa zgolj vprašanje oziroma koliko smo pripravljeni, če smo
glede na to, da je res slika tudi v Prevaljah zelo kritična glede COVID-a, ali imamo znotraj občine še kakšne ukrepe, ki bi jih sprejemalo posamezno pripravljene, če bi prišlo do še poslabšanja tega. Hvala. Mi smo v skladu z navodili ukrepali in smo tudi že zdaj, kar se dvorane tiče, kar se tiče športnih igrišč, kar se tiče družbenega doma, smo zaprli za vse uporabnike, zaradi tega, ker pravzaprav tudi po uredbah ne dopuščajo več in smo zdaj tudi igrišča bomo zaprli. Sem videl danes veliko druženj pri Eurospinu, takoj smo intervenirali. Namreč res je treba, se vem, da marsikomu ne paše. Ampak 14 dni bomo mogli striktno, bomo pa videli, kakva bo situacija, ker glede na to danes 11, predvčerajšnjim 14, včeraj 6, to, kar se pa dogaja v laboratorijih, pa pravijo, da že procent okuženih, da gre že kar krepko preko četrtino tistih, ki pridejo. To pomeni že kar proti 30% ali več. Tako da res od nas je odvisno, kako dolgo bomo v taki situaciji. Tudi od nas. Prvenstveno. Ostale ukrepe pa, kot smo v spomladanskem delu, pomoč pri tistim, ki pomoč potrebujejo, telefonska številka je znana, je bila že prej znana, poveljnik civilne zaščite je na naši spletni strani. Tako da prostovoljci, tisti, kar velika večina je pripravljenih sodelovati, ko bo potrebno. Zdaj vmes smo delili pakete Rdečega križa, sigurno bojo še kakšne aktivnosti in takrat so da prosim na tiste, ki da pomagajo, drugače pa maska, pa umivanje rok, pa distanca, druge v tem trenutku ni druge, dokler ne bo cepiva. Izvoli, Andrej. Ja, izvoli. Klopi. Se opravičujem, dajem pobudo, da bi se na spletni strani občine dodale tudi najpomembnejše telefonske številke, ki jih ponujajo zdravstvene ustanove, zdravstveni dom in pa Nacionalni inštitut za pomoč občanom, bodi si, da gre za neko psihosocialno stisko in podobne zadeve. Drugače pa se zelo strinjam, z povedanjem, da lahko sam vsak zase oziroma skupaj zajezimo širjenje in pa nekako skušamo zaščititi težje načete kapacitete zdravstva, pa hkrati najbolj ranljive skupine naših ljudi. Tako da te številke bi bile potem takem na voljo ali pa vse povezava našim občanom do tistih številk, ki so nujne v takih primerih. Drugače pa, če lahko dodam samo optimistično, da nas ni treba biti strah, če se res držimo ukrepov, to, kar poudarjate županu več čas tega občinskega sveta. Hvala. Izvoli, Andrej. Hvala. Bom še jaz imel eno pobudo. Izredno se mi je dopadlo v prejšnjih letih, če ste spremljali kaj po televiziji, pa po teh družbenih omrežij, ko so tudi nekatere druge občine dobivali te prekrasne dobitke od loto ali pa karkoli drugega. Zato imam pač pobudo, da bi mogoče mi tudi poskušali vse preko družabnih omrežij ali pa preko kakšne druge vira pozvati ljudi za kakršnekoli ideje, mogoče za ta sredstva. Vse mogoče bomo mi tako porabili za ceste, mogoče za kaj drugega, ampak včasih pa pride več ljudi, več ve tudi kakšna izredno dobra ideja, ki bi mogoče lahko razširjali pole za kasnejše cajte. To bi mogoče kot pobuda. Imam pa še eno vprašanje, ali se že mogoče rešil glede te partla table spoda v Podgonjah. A se je že naredilo tamle pri gostilni Sonjak, tako skozi smo govorili že za usmrtnice, ko so imeli željo. Zdaj že pa kar eno leto pa pol iščemo primeren prostor. To imam vprašanje, pa še zadnjo je pa mogoče bolj kot pobuda, ki smo jo že obravnavali na KCG in sicer prav je, da ljudje vidijo, zdaj ko so kamere, da smo se spomnili na njih in vprašali, kar so nas prosili. To pa predvsem glede kurjenja teh odpadkov na stari Renarjevi hiši.
je pa tudi prišla taka pobuda, da bi mogoče saj mi kot občinski svet zavzeli en tak sklep, da občinska uprava pozove, upozori te ljudi, da ne bomo kar direkt na nož pa klicali inšpekcije in tako naprej. Vemo pa vsi, da gre se za to renarje v hišo in kurijo zgleda neke odpadke in več občanov se obrne na nas, da dejansko čez dan ne morajo več sedeti pred hiši. Pač take emisije izhajajo iz te hiše, tako da na tak način. Sicer kot sklep KCG-ja smo že zavzeli, ampak prav je, da tudi ostali svetniki vejo. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala. Jaz bi pa glede Koceroda vprašala, nekje v januarju ali pa naslednjem letu bi se od 8 ti prevzel Kocerod. Mene zanima, se tam že kaj ve glede tega, kaj bo z delavci, ali bo to kaj viška jih, ali bo, kako bo z opremo oziroma s tornjaki in podobnimi stvarmi, ki jih pač zdaj ima komunala. No? Jaz mislim, da postopki tečejo v tem, da gre dejavnost z zaposlenimi na Kocerod, ampak nismo pa bili še obveščeni v vseh detaljih, kako in na kak način. To začne zdaj že z januarjem ali še ni? Ker to je pravzaprav kar pred vrati. Tak je sklep z novim letom. To zdaj v tem trenutku ne morem reči zaradi tega, ker je vprašanje racionalizirati vedno potrebno skozi. Zdaj, koliko in na kak način teh številk zdaj ta trenutek še nimamo. Ko bo je tako daleč, bomo tudi poročali o tem. Še kdo pod pobude? Izvoli. Hvala. Če bi se mogoče strani občine izdalo mogoče kako obvestilo ali karkoli, zdaj vemo, bom rekla, da ta COVID dejansko, bom rekla, tiste zdrave ljudi sili oziroma vleče žene na podeželje in potem, bom rekla, na podeželju nastanejo problemi, ker ljudje, ki pridejo, se večinoma pripeljejo nek določen čas, parkirajo na, bom rekla, mestih, ki so potem dovozi do raznih kmetij, do nekih gozdov, neprimerno parkirajo in potem rečemo, ne vem, nekdo z traktorjem, ki je tam doma, ne more po tisti poti, a ne, in je tudi nevarnost poškodbe teh vozil, da bi se mogoče potem spoštovali tudi naravo, odnašali smeti seboj. Naj uporabljajo, bom rekla, poti, ki so že prehojene in s tem dejansko tudi, bom rekla, omogočajo, da se na podeželju življenje pač zaradi tega covida ne bi ne vem kako spreminjalo, ker se zgodi, da ti grejo čez pašnik, ti ne vem, podrej tega pastirja, ti potem živina ogre in pa te stvari. In dobesedno bom rekla, ti grejo tudi čez dvorišče, a ne ti, ko si doma maske ne uporabljaš, pride, ne vem, ena družina brez maske skozi tvoje dvorišče, ker pač dejansko, bom rekla, žal je danes pač tako, da si pač ljudje lastijo, bom rekla, vse pač kjer se sprehajajo in bi res mogoče eno tako obvestilo, da tudi, ko se odpravijo v naravo, dobrodošli seveda v naravi, ampak naj spoštujejo, bom rekla, ljudi, ki tam živijo, samo naravo in pa bom rekla te dovoze, no, da ne bi prišlo pol do kakih krive krvi, ko se lahko tudi kako vozilo poškoduje, ne vem, ker je pač ceste le ozke. Pol pa še eno vprašanje, če je slučajno občina kaj razmišlja o tem, glede na to, da rečemo, so prej bile maske obvezne, samo bom rekla tu pa tam je prišlo zdaj do tega, da so maske obvezne skozi. In vemo, da je veliko, bom rekla, družin, ki so tako in tako na robu, bom rekla, svojih finančnih zmogljivosti. In če ima rečemo ena taka družina 2 ali pa 3 otroke v šoli, v osnovni šoli, kjer je nošenje zdaj obvezno, je to, bom rekla, nek dodatni strošek te družine. Ne vem, pri 3 otrocih, če računamo, da ena maska stane približno 1 evro, pride tudi 90 evrov na mesec, če 3 otroci vsak dan masko, rečemo, zamenjajo. To so neki stroški, ki so nastali, bom rekla, kot bum, a ne, in verjetno je tudi nekaj takih družin v Prevaljah, ki mogoče si niti ne upajo povedati, da mogoče rabijo tudi kako tako pomoč in da bi polje res, bom rekla, dovzetno se pač te maske uporabljale vsakodnevno, tako kot je treba, ne pa da se potem, bom rekla, predolgo nosi ena maska. No, hvala. Hvala, bomo upoštevali. Še kdo pod pobude? Če ne, se zahvaljujem, smo po točki razno. Še kdo po točko razno?
Izvoli, Aleksandar. Mikrofon. Tak. Pravim, da bi na to poročilo kakovosti pitne vode, ki smo jo dobili, še par besed rekel. Ne. Zdaj tu lahko vidimo, da koliko je bilo število odzetih vzorcev, nekje 12, Šintanev 10, Stražišče pa 4. Zdaj, kateri poznamo to Stražišče, vemo, da je bilo že leta nazaj zmerno sporno glede teh vzorcev, ne, da so bili mikroorganizmi zmeraj prisotni. Pa me zanima, zakaj je bilo zdaj zakaj so bili narejeni samo 4 vzorci, glede na to, da je eden bil sporen, da ima 25% vsebnosti teh mikroorganizmov. Drugače mi tam, ki stanujemo, dobro vemo, kaj je vzrok temu, ne, da se pač tam gnojnica šprica v neposredni bližini teh vodnih hramov, ne, kar bi bilo absolutno treba prepovedati tudi strani občine. Ne. Vemo, da zakonsko drugače to ni prepovedano, ne, špricanje same gnojnice, je pa prepovedano v neposredni bližini vodnih hramov. Ne. Skratka, jaz bi rad v bližnji prihodnosti dobil neki odgovor, zakaj so bili samo 4 vzorci na stražišču narejeni, zakaj ne tudi 10 ali pa 12, tako posod drugod, ker bi verjetno bilo še teh neskladnih vzorcev več. Ne. Pa kaj se lahko naredi, da imamo sploh kakšno kontrolo teh kmetov, nekateri celo dajo najem cele travnike, da drugi to špricajo pa gnojijo. Ne. In ne vem, kdo to kontrolira, po mojem dobedno. Hvala. Mi smo dali to poročilo, ker je bil predlog KCG-a, naj se kar da, ker smo ga že dobili, drugače pa predvidevamo na naslednji seji obravnavo tega posebej poročila, tako da bo možno tudi širše vprašati in odgovore. Zdaj smo ga dali samo kot, ker je bil pobuda taka, pa smo dali, ker smo gradivo že dobili, ne? Ni pa bilo predvideno. Smo ga dali v točko razno zaradi tega, da lahko vprašanje postavite. Bomo pa posebej obravnavali in bo predstavnik odgovarjali in bojo odgovarjali predstavniki, kar se tiče zdrave pitne vode. Prosim? Ja, nimamo. Še kaj po točka razno? Izvoli, Ivan. Mogoče, če jih to temo še odprem, prej ste omenili glede zamenjave salonitnih cevi. Morate tudi vedeti, da tu tam obstaja določen parameter, kjer lahko se naredi monitoring tudi če salonitne cevi, ker pač niso dejansko res 50 do 60 let imamo in verjetno ta parameter ni zajet. Mogoče se še doda ta občina lahko z minimalnim stroškom to preveri na vseh različnih krajih in mogoče res celovito tudi z raziskavo pospešimo zadevo, ki jo sicer se prej navedli, da jo krovno ima sosednja občina. To je sicer res velik projekt, že dolgo se dejansko vsi borimo, sploh ko želimo to premakniti in upam, da bo se res naredilo to v tej smeri čim hitrej in probam biti tudi sami ažurni, se ne moramo čakati na sosednje občine. Hvala. Hvala, še kdo po točko razno. Če ne, se vam zahvaljujem, obvestila bojo odvisno od situacije, tako da želim vam veliko zdravja, držite se, upoštevajte pravila, pa zdravi boste, vi in vaši. Srečno.